Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o genocidu. Genocid grško genos pomeni rod, latinsko occidere pa pomeni ubiti ali rodomor. Je vsakršno sistematično uničevanje katerekoli narodnostne, etične, rasne ali verske skupine z namenom v celoti ali delno uničiti to skupino. Danes bom predstavil faze, skozi katere gre družba, preden se izvede genocid. Ko se življenjske razmere začnejo slabšati in gospodarstvo začne propadati, ponavadi ljudje hočejo najti razlog za svoje težave. Takrat lahko postanejo politični skrajneži, pa naj bodo to levi ali desni, zelo priljubljeni in začnejo kriviti določene skupine ljudi in obljubljajo, da bodo težave izginile, če se jih znebijo. To lahko privede do namerne odstranitve tistih, ki so drugačni zaradi svoje rase, vere, spolnosti ali invalidnosti. Ta pojav, znan tudi kot genocid, poskrbi za sistematični poboj ljudi. Predstavljamo 10 stopenj genocida, ki je nekakšen okvir za razumevanje, kako se zgodijo zločini proti človeštvu. Tako lahko opazimo zgodnje opozorilne znake in lahko potencialno preprečimo njihovo eskalacijo. Prva stopnja se imenuje klasifikacija. Ekstremisti razdelijo ljudi v ločene skupine na podlagi njihovih značilnosti. To se pogosto zgodi, da ustvarite miselnost mi proti njim ali najdete nekoga, ki ga boste okrivili za družbene težave. Druga stopnja se imenuje simbolizacija. To vključuje dodeljevanje simbolov ali imen. Recimo Judom so nacisti dali na njihovo oblačila Davidovo zvezdo. Zdaj podoben primer v Sloveniji, čeprav ne tako ekstremen, pa je oznaka čefur ali južni za prebivalce bivše Jugoslavije. Cilj tega je, da se družbo razdeli in razjasni, kdo komu pripada. Tretja stopnja je diskriminacija. Prevladujoča skupina uporablja svojo moč, da drugim odreka določene pravice ali privilegije. Posamezni novi zakoni lahko omejujejo svobodo, primeri ustrahovanja se povečujejo in družbeni razkorak se povečuje. Četrta stopnja se imenuje dehumanizacija. Ciljna skupina je prikazana kot nekaj, kar sploh ni človek. Recimo nacisti so Žide primerjali z strupenimi mušnicami, podganami in z golaznijo. Če človeku vzamemo človeške lastnosti, je nad njim lažje opravičiti nasilje. Peta stopnja se imenuje ustrahovalni organ. Ta stopnja vključuje paravojaške, vojaške, policijske ali prostovoljne enote, ki bodo izvajali redno nasilje nad osovraženo populacijo. V tem procesu se oseba, ki se je odločila izvesti za genocid, je že trdno prepričana, da ga bo izvedla. Šesta stopnja je polarizacija. Skrajneži sedaj demonizirajo ciljno skupino in poskušajo popolnoma razdeliti družbo in se mora vsak postaviti na svojo stran. Tisti, ki se bodo napačno odločili, pa jih bodo enako preganjali kot osovraženo skupino. Sedma stopnja je priprava na poboj. Preden se začne genocid, treba žrtve identificirati, ugotoviti, kje živijo, kje jih je največ, jih nato označiti in zapleniti premoženje, recimo kristalna noč, ko so Judom požgali trgovine, jih oropali in uničili sinagoge. Nato zgradijo zapore, objekte ali kar koncentracijska taborišča, kakor so naredili Kitajci pri kitajskih muslimanih Ujgurih. Ujgurski genocid je genocid nad Ujguri v Xinjiangu, ki ga izvaja komunistična partija Kitajske. Kitajska vlada je del Ujgurov premestila v prevzgojne centre, ki so uradno centri za poklicno izobraževanje. V njih so Ujguri primorani govoriti kitajsko, prisilno delajo, se morajo odpovedati svoji veri. V primeru, da se ne naučijo kitajsko dovolj hitro, so kaznovani za odvzemom hrane. Tisti, ki se upirajo, so kaznovani z mučenjem. Pogosto jih hranijo s staro svinjino in mešanico vode in razkužila. Ujguri so poleg tega tudi kastrirani in njihovi otroci pa so odvzeti in premeščeni v sirotišnice ter internate. To se še vedno dogaja v letu 2024. Osma stopnja se imenuje preganjanje. V tej točki se stopnjuje nasilje nad določeno skupino. Izbrana skupina je vsak dan znova huje pretepana, mučena in zlorabljena. Pogosto se to zgodi pod krinko varnostnih ukrepov, da bi napadalec zaščitil svoje ljudi. Deveta stopnja se imenuje iztrebljanje. Začne se množično pobijanje. Krivci genocida sedaj na svoje žrtve že tako ali tako gledajo kot na nekaj, kar ni človek. Na te ljudi gledajo sedaj, kot da bi bili potepuška malčka, ki leži na tlakovcih. Krivci oziroma storilci sedaj gledajo na svoja dejanja, kot da so odposlani sa strani višje sile, da očistijo nezaželen in umazan element v družbi in s tem hočejo opravičiti svoja dejanja.
10. stopnja se pa imenuje zanikanje. Tisti, ki so odgovorni za krutosti, zanikajo svoje zločine. Ponavadi se znebijo dokazov, krivijo žrtve za svoje dejanja, češ, da so bili oni tisti ta slabi in svoje dejanja opravičujejo za višje dobro. Zato je treba po končanemu genocidu ali prej, če ga lahko preprečimo, te ljudi obsoditi in jim soditi za njihova dejanja. In s tem lahko nekako pozdravimo travmo, ki je doživela izbrana skupina. In mogoče lahko poskušamo skupaj zaživeti. Upoštevati moramo, da se vsi ti procesi ne bodo pojavili linearno, lahko pa se zgodijo hkrati, kot recimo pri pokolu oziroma genocidu v Srebrenici. Haag. A spremljate kaj Haag? Sojenja? Spremljate? Ratko Mladić je dobil dosmrtno za pizderije proti človečnosti, ki jih je izvajal na področju Bosne in Hercegovine. Ob izreku obtožence je začel razlagati svoje stališča o sodišču z barvitimi metaforami. Mr. Mladić, Mr. Mladić, if you continue like this, we adjourn. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Dobar. Dobil bom dosmrtno, sam vam bom pa dal vetra. Ste pa videli. No, ko smo že mislili, kul sezona sojenja letos, lepo se razvija, akcija že na samem začetku, zakon, pa se zgodi pa tole. Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. Glažek je prazen. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.